Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Počitnice so mimo, vsaj za tiste, ki imajo šoloobvezne otroke, zato spet začenjamo z redno oddajo Odmev tedna vsak teden v petek. Tokratni gost in komentator je dr. Žiga Turk. En lep pozdrav, gospod. Dober dan. Začniva z mogoče najpomembnejšim zunanjepolitičnim dogodkom Slovenije, ki pa se je zgodil v Ljubljani, to je obisk zunanje ministrice Palestine Varzen Agabekjan Šahin pri Tanji Fajon. Tule jo vidimo. In sicer smo seveda takrat obnovili, gospa ministrica, zunanja ministrica naša Fajon je dejala, da zaradi nezmožnosti, da na ravni EU sprejmemo konkretne ukrepe, smo na nacionalni ravni sprejeli 3 sklope ukrepov. 2 izraelska ministra smo razglasili za nezaželeni osebi, prepovedali uvoz, izvoz in tranzit orožja ter v Izrael ter naredili prve korake v smeri prepovedi uvoza blaga, ki izvira iz okupiranih področij. Seveda pa zdaj razmišljajo tudi na zunanjem ministrstvu in so naklonjeni pridružitvi tožbi Južne Afrike na meddržavnem sodišču, seveda zoper Izrael. Kar nekaj ukrepov je, to je zdaj najbrž ta ženska zunanja politika. Ja, jaz moram reči, da ne vidim načeloma nič slabega v tem, če pride palestinska ministrica v Slovenijo. Seveda, če bi ob tem prišel še izraelski zunanji minister ali zunanja ministrica, ne vem natančno, kaj imajo, potem bi dejansko kazalo, da Slovenija lahko majčkeno pomaga, pač glede na svojo velikost, glede na svoj vpliv, pri iskanju neke rešitve na tem nemirnem področju. Ampak seveda se to ne bo zgodilo, ne. Slovenija je seveda res sprejela množico nekih ukrepov, ki pa nima povsem popolnoma nobenega učinka, ne. Zaradi teh ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela, ne vem, ko smo priznali tako imenovano Palestino, torej nič se ni zgodilo zaradi tega, ne. Če bi Slovenija takrat rekla, v redu, bomo priznali Palestino, takrat, ko bo Palestina priznala Izraelu pravico do obstoja, skratka, ko ne bo celotno palestinsko vodstvo pravzaprav imelo edinega programa in ko se ne bodo pravzaprav Palestinci identificirali kot mi smo pa tisti Arabci, ki bi radi Izrael uničili. Če bi to pogojevali z nekim korakom, ki ga bi tudi palestinska stran naredila v smeri miru, potem bi bil nek učinek. Vsi ti ukrepi v zvezi s prepovedjo vstopa teh izraelskih ministrov v Slovenijo, prepovedi, ne vem, sodelovanja recimo znanstvenega in tako naprej, nekako sodijo pod tisti pregovor, ne, da pes laja zaradi sebe, ne zaradi vasi. Ne. Nikakršnega učinka to nima na situacijo na terenu, ima pa neke določene notranje politične učinke v Sloveniji, ker smo res s strani depolitiziranih medijev bombardirani pravzaprav s to temo. Jaz sem za hec pogledal nekaj poročil nacionalnih televizij sosednjih držav nekaj dni zapored in nikjer tako sistematično ni Gaza, Izrael prva novica, kot je pri nas. Skratka, mi to delamo zaradi sebe. Naš prispevek k rešitvi te situacije, ki je težka, k rešitvi humanitarne situacije v Gazi, ki je težka, to vsi priznavamo, se nam vsem tudi prebivalstvo tam smili. Ampak prispevka Slovenije k reševanju tega ni. Je ničelen, morda je še celo nasproten. Ja, škodljiv pravzaprav. Škodljiv, ja. Zdaj, če pogledamo Tanjo Fajon, ne, ona se pravzaprav v tem svojem mandatu udeležuje v glavnem muslimanskih držav, ona zagovarja vse to, kar pač te muslimanske države zagovarjajo, ampak samo in izključno to, vse stalo je bolj na besedni ravni. Ne nazadnje se zdi tudi iz teh ukrepov, da podpiramo Hamas, kajti tudi palestinska država je na nek način izvajalka te hamasovske politike. Torej, tukaj sta nekako 2 oblasti nad Palestinci. V Gazi so dejansko tudi nekateri ljudje v slabi situaciji, ker imajo pravzaprav oblast tega Hamasa tudi nad seboj, veliko podporo ima, ne pa 100% podpore in marsikdo tam se zaveda, da imajo pravzaprav ogromno problemov.
zaradi te nespravljivosti Hamasa in zaradi te izključevalnosti Hamasa. Ne. Treba je vedeti, cilj, ki ga zasleduje Hamas, ni država palestinska, ne. Ni rešitev dveh držav. Ne. Cilj Hamasa je rešitev ene države in to je države Palestine na celotnem ozemlju Izraela. Od reke do morja. Od reke do morja. Ne. In to ponavlja cela množica tudi demonstrantov v zahodnih državah. In jaz mislim, da se Izrael s tem nikoli ne bo strinjal. Ne. In tisto, za kar bi Slovenija lahko uporabila svoje stike z muslimanskim svetom, ne, je, da bi poskušala najti način, da se Palestincem dopove, da to ne bo šlo, od reke do morja ne bo šlo, da nikoli ni bilo te možnosti na mizi. Ne. Da je to samo način, kako oni svoje, ne bom rekel volivce, ampak svoje ljudstvo pravzaprav šuntajo in jih držijo pravzaprav v neki vojni za Izraelom ves čas. Lahko bi uporabila torej ta slovenski vpliv, kolikor ga je, ne, da bi poskušala umiriti to stran, ampak tega ne počnemo. Ne. Lahko bi Slovenija naredila del svojega napora, da se pride do rešitve oziroma do teh abrahamskih sporazumov, skratka, da s še več državami Izrael sklene mirovni sporazum, za marsikakšno arabsko državo ga je že. Te države ugotavljajo, da ni nič slabega v tem, da imajo neko visoko razvito, sicer ne arabsko državo pri sebi. Za nekatere je pa še vedno ta prisotnost Izraela sitna tečna, ker pokaže, kaj lahko, kako bi rekel, v nekem okolju, ki ima enake naravne danosti, enako, kako bi rekel, nima nafte, nima padavin, nima nekih vrtov, kjer bi stvari same od sebe rasle, nima naravnih virov, pa pokaže, da če imaš prav operacijski sistem, če imaš pravo kulturo, da se da marsikaj narediti. In seveda celi tej okolici kaže ogledalo, kako so na nek način nesposobni. Ne. In so zato moteči, ampak marsikakšna država pa spoznava, ne, dajmo, Izrael je tukaj, dajmo sodelovati, kar se da, se nam je to obojem v korist. Tukaj bi slovenska diplomacija lahko nekaj odigrala, ampak spet se mi zdi, da zunanja ministrica tukaj zasleduje spet notranje politični interes. Enemu velikemu delu slovenskih volivcev je všeč tista neuvrščena politika, mi nismo ne zahod, nismo ne vzhod, smo neuvrščeni, smo prijatelji z vsemi temi afriškimi, azijskimi državami in pelje Slovenijo v to stran, ampak to ne drži. Ne. Slovenija se je leta 90 odločila, da bo spet del zahodnega sveta. NATO, Zahodna Evropa, Vzhodna Evropa, torej ta del, ki je v Evropski uniji, Združene države Amerike, Izrael, to so načelno naši. To so države, ki so na naši strani. Mi smo uvrščeni v ta blok. Ne. To smo tudi v neki izjavi ena skupina intelektualcev poskušali slovenski javnosti dopovedati, da je Slovenija uvrščena, da je uvrščena civilizacijsko, odkar smo se krstili pravzaprav pri Savici, če se pesniško izrazim, in strateško, odkar smo vstopili v Evropsko unijo, v NATO in v OECD. No, poglejmo, bova o tej katedrali svobode in tej izjavi še kaj rekla, ampak poglejva zdaj tole, ne, tudi Univerza v Ljubljani je bila deležna velikih pritiskov, vi ste zaposleni v sklopu univerze, torej kako vi doživljate te pritiske, da ne smemo sodelovati s tem, pa z onim, da kar nekje poulični komentatorji zahtevajo od univerze, kaj vse bo počela. Univerza je v osnovi svobodna. Vi se boste spomnili, da je enkrat lansko leto že bil prvi val pritiskov, ki je prišel predvsem iz družboslovnih fakultet, iz FDV-ja, na to, da mora univerza se nekaj opredeliti v teh političnih sporih oziroma v tej kulturni vojni. Takrat se je rektor nesrečno slikal pred enim velikim plakatom, na katerem je pisalo, mogoče bodo bip čez dali fuck NATO. Ne? Skratka, šel je na neko članico, na kateri so bili taki plakati, na kateri je bilo tako vzdušje, to nekaj pove. Ti pritiski so se stopnjevali do trenutka, ko je Univerza v Ljubljani prepovedala
svojim članom, se pravi meni, fakultetam in tako naprej, sodelovanje z Izraelci. Zadeva je ironična, zadeva je absurdna. Ne? Torej, zato, ne, ker Izrael v Gazi, recimo, nediskriminatorno napada vse in tiste, ki so krivi in tisti, ki niso krivi, Univerza v Ljubljani prepoveduje sodelovanje z izraelsko znanostjo, tako s tisto znanostjo, ki je morda kriva oziroma sodeluje pri tem, kot s tisto, ki ne sodeluje. Ne? S tem se pokaže pravzaprav ena velika hinavščina, ena velika nekonsistentnost. Resnična težava je pa pravzaprav širša. Ne? V 60-ih letih, ko je bila ta flower power revolucija po ameriških univerzah, nasprotovanje Vietnamu in še marsikje, in še marsikaj, so univerze začele razmišljati o tem, kako se politično pozicionirati oziroma koliko se vključevati v politične spore. Takrat je nastalo nekaj deklaracij v zvezi s tem, ki so se kasneje obnavljale. In vse te deklaracije zelo jasno povedo eno stvar, ne? Da so univerze seveda kraj, kjer je veliko, recimo, pametnih ljudi, ki imajo kaj zapovedati, ki imajo mnenje, katerih glas je v javnosti lahko slišan, morda tudi cenjen, morda spoštovan, in da morajo omogočiti vsem tem ljudem, da to svoje mnenje povedo. Nekje še celo piše, tudi če se z njim ne strinjamo, tudi če je ostro, tudi če je žaljivo in tako naprej in tako nazaj. Da bi bilo pa zelo narobe, ne, če bi pa univerza kot inštitucija, se pravi kot stavba, kot zidovi, kot rektorat, ne, se priključila enemu od mnenj, eni od strani v sporu, ne nazadnje tudi zato, ker bi to ustvarilo potem razliko, ne, prav eno smer pogledov, eno smer tudi konec koncev javnega oglašanja, eno smer raziskovanja bi univerza požegnala, ne? Druge pa ne. Skratka, to bi pomenilo pritisk na, ne samo na človekove pravice zaposlenih na univerzi, do svobode govora, združevanja in tako naprej, ampak tudi omejevanje svobode razmišljanja, svobode raziskovanja. In zato vse te deklaracije pravijo univerzam, spodbujajte svoje zaposlene, da se oglašajo, zaščitite jih tudi pred zunanjimi, kako bi rekel, napadi nanje, češ, ker so se oglasili in bo nekdo od zunaj nekaj naredil. Ne? Vendar sami se pa, kot inštitucija, se pa do problemov ne opredeljujte. Ljubljanska univerza je pa naredila natančno nekaj drugega in to me majčkeno spominja, ko sem jaz prišel na to univerzo, so se začeli ti procesi razpadanja Jugoslavije. In takrat je univerza v duhu, v dolgi tradiciji pisanja različnih podpornih pisem partiji, neuvrščenim, proti napadom Združenih držav na Vietnam in tako naprej in tako naprej. Ne, takrat smo tudi eno pisanje kot univerza, kot fakulteta naredili, ne, kjer smo proti Miloševiću se kot univerza postavili. In ta kolektivistični refleks je očitno ostal. Seveda, jaz še vedno podpiram, da smo se takrat postavili proti Miloševiću. Z vidika teh deklaracij ne bi pa seveda morali reči tako, ne, tile in tile profesori, učitelji, sodelavci, študentje, smo se postavili, univerza pa ne. Pa ne. To se pravi univerza... Ampak, veste, univerza, ki se je takrat še imenovala univerza Edvarda Kardelja. Ne? Tako, ravno to želim vprašati. Ni presekala s tem Kardelja. Takrat ni mogla reagirati drugače, bi pa človek pričakoval, da bi se ta duh Edvarda Kardelja v 30-35 letih vendarle malo prezračil. No? Pa se ni, ne? To je še vedno univerza Edvarda Kardelja, glede na obnašanje. Jaz bi vseeno upal, no, da tako hudo ni, ne? Ampak ne vem, no, se mi zdi, da je treba univerzi nekako pomagati, no, da se pozicionira nekje bolj v skladno z nekimi konvencijami, ki so jih sprejeli v državah z dolgo tradicijo politične svobode, svobode združevanja, svobode govora
tudi demonstriranja, če hočete. Omenili ste že katedralo Svoboda, vi ste prvo podpisani pod to izjavo. Bistvo je te izjave in vsega tega, da se zdaj seveda zunanja politika pod vodstvom te ženske struje oziroma Tanje Fajon odmika od jedrne Evrope. Smo mi sploh še v Evropi? Povejte nam bistvo te svoje peticije. No, tukaj nas je bilo nekaj kolegov, prijateljev, pravzaprav šokiranih, kaj se je dogajalo v začetku poletja, ko je ta vlada resno razmišljala o tem, da bi v Sloveniji naredili referendum o članstvu v NATO. In nekateri so bili še celo veseli, tam v Levici so si celo imeli roke. In ko je pravzaprav s figo v žepu pristajala na neke zaveze, ki jih je sprejel NATO v smislu povečanja sredstev za obrambo, za katere je NATO ocenil, da je glede na geopolitično situacijo, grožnjo, ki prihaja iz Rusije in od drugod, nujno. Takrat se mi zdi, da je slovensko politiko zelo jasno zaneslo v neko smer, ki je bila spet, kako bi rekel, neuvrščenostna, protievropska, skratka, kot da mi nismo del NATO, kot da se nam teh pravil ni treba držati, kot da bi pravzaprav najraje izstopili. Tudi nekateri prijatelji iz tujine so nas spraševali, kaj se pa pravzaprav to dogaja, ste vi normalni, ne? In se nam je zdelo potrebno dati nek signal tuji javnosti, ne slovenski, ne domači, tuji javnosti, da vsi v Sloveniji pa ne mislimo tako, da smo da trdno stojimo v NATO in da seveda podpiramo napore, da se Evropa obrambno postavi nekoliko boljše, nekoliko močnejše in smo to zadevo napisali, kot pravim, za tujo javnost. Poslali smo jo tujim medijem, tujim ambasadam, potem smo pa prevedli nekako je manirano, da se ve, da se v Sloveniji ve, kaj se. Pa so objavili, so zaznali ta vaš dopis? Bilo je nekaj feedbackov, mislim, da je bilo to opaženo in da tujina zelo dobro spremlja, da ve, kaj se v Sloveniji dogaja in gotovo pa niso zadovoljni, da nima Slovenija samo dveh diametralno nasprotnih notranjih politik, ampak ima tudi pri zunanji politiki dve diametralno nasprotni usmeritvi, kar je za neko državo nenavadno. No, ko gledamo vendarle zrele demokracije, saj se notranje politično marsikaj ne strinjajo, ampak neka smer v zunanji politiki pa ostaja približno enaka, ker je povezana in usklajena z nacionalnimi interesi. Te države, pri nas je pa zunanja politika postala orodje notranje politike in zaradi tega tudi vse te zunanje politične akrobacije gledamo, ki, kot sem že na začetku rekel, nimajo nobenega učinka na mednarodno okolje, ne vem, na Izrael ali pa na Palestino ali pa karkoli podobnega, imajo pa notranje politične učinke in delajo pa škodo Sloveniji kot nekemu kredibilnemu partnerju in kredibilnemu članu teh povezav, o katerih sem govoril, torej NATO, EU, OECD. V tej izjavi se tudi sprašujete, ali gre morebiti za predvolilni trik, predvolilno kampanjo. Mislite, da da Tanja Fajon že dela predvolilno kampanjo z vsem tem? Jaz glede tega ne bi bil preveč čistunski, mislim, da čisto vse, kar politika dela, je predvolilna kampanja oziroma politika pravzaprav dela za to, da bi bila, njen osnovni cilj je, da bi bila še enkrat izvoljena. Vse, kar dela, lahko interpretiramo v to smer in nikomur ne moramo zameriti, da se javno oglaša. Seveda vse, kar bo povedano, bo na koncu štelo v rezultat. No, nekaj podobnega je tudi pri slovenskem odnosu do ruske agresije na Ukrajino. Te dni so ob obletnici ukrajinske samostojnosti na tek način to proslavili, izrazili tudi Ukrajinci živeči v Ljubljani, vendar so jih ljubljanski in slovenski rusofili motili pri tem dogodku. Kako si to lahko razlagamo? No, najprej tukaj je treba reči, da vladna politika vsaj formalno se mi zdi, da je boljša kot v zvezi, torej ne izstopa toliko od nekega evropskega zahodnega konsenza kot na področju Izraela in Gaze. Je pa to, da je v Sloveniji
toliko razumevanja za ruske imperialistične oziroma kolonialne apetite povedno. Ne. Slovenija je bila nekoč v podobnem položaju, kot je zdajle Ukrajina. Tudi mi smo se morali obraniti pred tistimi, ki bi želeli, da ostane model njihove države, njihovih pridobitev, ki so jih osvojili pravzaprav po prvi svetovni vojni. Hvala Bogu, v kratki vojni smo pokazali, da nas ne bo mogoče obdržati. Ukrajina bije daljšo vojno. Žalostno je, da je toliko razumevanja za rusko stran. Tukaj je odmev tega tradicionalnega, kako bi rekel, antizahodnega duha, ki je tukaj v Sloveniji, proti imperialistične fronte naprej, se to vleče. Nekaj gotovo oportunistov, ki si nadejajo skozi neko rusko podporo, skozi mehanizme hibridne ruske vojne priti do kakšnih sredstev. Nekaj je tistih, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, ne, ki bi Slovenijo radi videli kot del nekega jugoslovanskega, srbskega sveta, neuvrščenega sveta. Nekaj je takih, ki Slovenijo še vedno vidijo nekje na pol poti med Zahodom in Vzhodom. Mislim, da je to, kako bi rekel, grdo. Ukrajina se tukaj bojuje za svoje preživetje. Ogromne žrtve ima, brutalno jo napada bistveno večja država. In Ukrajinci tukaj v Sloveniji praznujejo, poskušajo mirno praznovati svoj dan neodvisnosti in se najdejo neki kako bi temu rekel, podleži, nepietetni ljudje, ki gredo to motiti. Če se jim zdi, da je treba v korist Rusije protestirati, naj si izberejo nek drug dan, ne vem, bo obletnica oktobrske revolucije ali pa obletnica, ko so tamle Rusi pobili poljske častnike, ne, v Katinskem gozdu, pa ne takrat to praznujejo. No, ti rusofili so se, tako kot vsako leto, tudi letos, zbrali pri ruski kapelici sredi poletja. Prvi med njimi je seveda ta, ki mu Slovenija ni nikoli in mu še vedno ni intimna opcija. To je Milan Kučan. Poleg njega pa so se zbrali tudi Karel Erjavec, Zmago Jelinčič in drugi. In gospod Snoj je tudi govoril, Dušan Snoj. Skratka, kakšen mit je ta ruska kapelica, kaj se mi pravzaprav tu gremo, to vsako leto organizira društvo rusko-slovenskega prijateljstva. Zakaj sploh to? Zgodba teh ruskih vojnih ujetnikov je tragična. Niso edini ujetniki, seveda, ki jim je šlo v času prve svetovne vojne slabo, tudi niso vsi, ki so tukaj izgubili svoje življenje. V Rusiji je tudi veliko Ukrajincev, se sliši. Je pa to vsakoletno obujanje tega spomina oziroma zelo velik poudarek, ki ga daje Slovenija temu, spet en kamen v tem zidu, ki poskuša Slovenijo zadržati nekje stran od Zahoda, stran od zahodnih povezav, stran od zahodnih vrednot, stran od zahodne kulture, stran od zahodne civilizacije. Seveda naleti to na ljudeh tudi na en pozitiven odmev. Namreč ta panslovanska ideja je bila že pred 100 in več leti tukaj med Slovenci prisotna. Tudi to društvo slovensko-ruskega kulturnega prijateljstva in tako naprej te stvari vzdržuje. Jaz mislim, da načeloma ne bi bilo nič narobe, če bi se tega dogodka spomnili, če bi se spomnili tudi vseh drugih žrtev prve svetovne vojne. Ampak dajmo se mi spomniti, v zvezi s prvo svetovno vojno, kater dogodek ima sploh v Sloveniji kakršnokoli javno pozornost. In ko pa to primerjamo, da je edini dogodek iz prve svetovne vojne, ki ima neko javno pozornost, ruska kapelica, nič, kaj se je dogajalo z slovenskimi fanti, ne vem, v Galiciji, kaj se je dogajalo na Soški fronti, kaj se je dogajalo pri tem preboju pri Kobaridu in pravzaprav bleščeči zmagi Avstro-Ogrske in sodelovanju z nemško vojsko nad Italijani, osvoboditvijo praktično cele Primorske, skoraj do Benetk. Tole pa ima javno pozornost, potem smo pa lahko zaskrbljeni.
Ja, ampak to so na nek način, bom tako rekla, poletne dražgoše. Ne? Tukaj ne gre samo za panslovansko idejo, ampak gre tudi za komunizem, za ideološkost tega dogodka. Tudi, se vam ne zdi, ne? Tudi, ampak, a veste, dajmo ostati tudi, če je samo izgovor, da je to neko pietetno dejanje ob smrti tolikega števila ljudi, ki so, so bratske krvi, so Slovani. Ne? Ali imamo mi kakršenkoli dogodek, ki bi se spominjal bistveno večjega števila mrtvih, ki so nam bistveno bliže, ki so Slovenci bili, na teh grobiščih, ki so posejana pravzaprav po celem Posočju. Po celi Sloveniji imate vi spomenike oziroma grobišča padlih v prvi svetovni vojni. Če boste vi šli samo čez mejo na Koroško, boste na vseh pokopališčih našli neke pomnike, tole so pa naši žrtve iz prve svetovne vojne. V Sloveniji komaj kje spomin na to. Ne? Ta razlika mene moti. Ne imajo pač, kako bi rekel, jugonostalgiki in nostalgiki po neuvrščenosti in kako bi rekel, prijatelji tega zavezništva med jugoslovansko komunistično partijo in Stalinom iz druge svetovne vojne, ne imajo nek svoj dogodek. Ne? Se pravi, tudi če bi vzeli samo izgovor, to je pietetni dogodek zaradi žrtev. Ne? Kaj pa vse ostali? Posočje je pravzaprav eno samo veliko pokopališče. Ne? Sploh cela Slovenija. Tam so 10,000 padlih, ne pa nekaj 100. No, lejte, zdaj poleti se je zgodilo še nekaj. Ne? Tržaška policija je ugotovila, da je avtor žaljivih zapisov na slovenskem konzulatu v Trstu, seveda tole je pisalo, ne? Da je pravzaprav Slovenec, znanec policije. Mi smo vsi želeli, mogoče bi bil ta dogodek malce napeljan k temu, da bi rekli, spet se obuja nek fašizem, spet nam Italijani tole delajo, ampak podobno tudi kot tisti dogodek sredi poletja na Koroškem, pri neki domačiji, kjer so prav tako levičari in te hamasovci, slovenski hamasovci, da tako rečem, s palestinsko zastavo tam provocirali in tudi ta dogodek na tem konzulatu je na nek način provokacija, ki pa je bil narejen strani slovenskega državljana. Torej, kdo v Sloveniji zdaj želi netiti ta spor z Italijo, z Avstrijo, kdo to počne? Se vam zdi, da je to del nekega načrta? Ali pa reakcija na žensko zunanjo politiko, Tanja Fajon? Torej, na vsak način vlada in njeni hlapčevski mediji delajo vse, da bi pozornost ljudi odmaknili od težav, ki so tukaj v Sloveniji, ki so na vseh področjih, karkoli pogledate bolj podrobno, pravzaprav ne funkcionira. Ne. Potem seveda na eni strani si delamo, kot da je Gaza naš problem, ne, pa ni, in poskušamo pozornost preusmeriti na to, da ima zdaj pa Slovenija neke zunanje sovražnike. Ne. In najprej se je zgodil Peršman, en teden kasneje je bila tista nogometna tekma, ki je, ne vem, mislim, da je nekdo nekaj preklinjal v slovenščini, pa so mu rekli, da mora po nemško to početi, kar je nesprejemljivo, drži. Ne? In potem en teden zatem se pojavi tole in če bi verjel v teorije zarote, bi rekel, potrebujejo vsakih nekaj dni nek tak zunanji fašističen dogodek, zato, da vzdržujejo ta narativ. In v zvezi s temi dogodki se boste vi spomnili, tukaj so predsednik države, predsednica države, predsednik vlade, tukaj so neka mednarodna pisma pošiljali, vabili, klicali tuje predsednike na zagovor, diplomate na zagovor, ne. In tem se pokaže, da je to mogoče bilo, da je nekdo hotel, da so sami napisali, da je nekdo hotel mogoče slovenski vladi pomagati pri vzdrževanju temperature pod tem loncem. Ne vemo zdaj natančno še, kdo je ta oseba bila. Jaz se ne bi čudil, da bi bil eden od tistih, ki tam dežurno, kadar je v Kopru treba kaj kolesariti, da je to napisal. Ne. Prikazali so v medijih, kot da je bil nekdo, ki ima malo osebnostne težave in tako naprej. Ne. Ampak to nam samo pove, da mogoče ni pametno iz vsake take muhe delati tako velikega slona, tudi navzven izpade Slovenija kot nekredibilna država. Jaz ne vem natančno, kako se bodo zdaj Italijanom upravičili za vas cirkus, ki je iz tega nastal.
v zvezi s tem, ne, se boste spomnili, da to so celo tarčo, oziroma karkoli je zdaj v četrtkih zvečer na depolitizirani televiziji, ne, so naredili celo oddajo od tem, potem pride pa čez par ur pa novica, to smo pa sami napisali. Ja, tako kot v Veljukovcu, tista bomba. Ja, lejte, istočasno je pa bil 23. avgust seveda razglašen kot dan spomina na žrtve komunizma v Evropi, ne. Seveda mi tega spet ignoriramo, tega ne vemo, tega ne praznujemo, čeprav je tudi Evropska komisija dala zdaj neko peticijo, da je treba tele boge žrtve komunističnega nasilja, ki so bile pobite po vojni, isto in sodno, ne, in ki se prevažajo po Sloveniji v gajbicah za sadje in zelenjavo in v nekih vrečah za smeti, da je treba temu narediti konec, da je treba to pokopati. Kaj smo mi, kakšen narod smo mi, kakšna skupina državljanov je to v Sloveniji? S čim imamo opravka? To je brutalno, to je necivilizacijsko. Mi smo narod, ki je žrtev napora, potrebe, da se napad komunistov na Slovence v letih 41, 42 in kasneje prikaže kot nekaj dobrega, pozitivnega ali pa vsaj razumljivega. Ne? Skratka, da je to, da ne samo, da se upremo okupatorju, ampak se upremo tudi domačim kapitalistom in proti izkoriščanju in za bolj pravično družbo, da je to nekaj dobrega. Da je nekaj pozitivnega, če se ti v trenutku, ko te trije napadajo od zunaj, te nekdo napade še od znotraj. Ne? Se mi zdi, da tega priznanja, temu priznanju se izogibajo, je pa ta točka nebranljiva in prej ali slej bo to padlo, prej ali slej bodo ti ljudje pokopani, bodo imeli spomenik in ga bodo imeli v Ljubljani, ker civilizirani ljudje so vedno svoje mrtve pokopavali v svoji sredi oziroma tam nekje blizu, da so jih spominjali na to, da je bil nekdo tam pred njimi, ki jim je neke stvari omogočil oziroma katerega tradicijo nadaljujejo. No, vse te komunistične kampanje, da tako rečem, je seveda tudi Asta Vrečko, ministrica za kulturo. Tule na tej sliki jo bomo zagledali v krogu svojih prijateljev, ki so tudi mogoče z nekimi vprašljivimi zgodbami, eden med njimi je že mrtev, ne, ampak ta Asta Vrečko, ona je prva stvar, ki jo je naredila, je, da je romala v Čebine, ne. Zdaj pa vprašanje, ali bo z naslednjimi volitvami konec tudi te nesrečne levice, ki nam počne ves ta cirkus okoli komunizma. Namreč prav danes berem, da bo poleg Aste Vrečko zdaj koordinator levice še vedno tudi Luka Mesec. Ne? Vprašanje, kaj zdaj se znotraj te stranke dogaja, ampak vendarle Čebine in vse to, kar počne Asta Vrečko, je pa res mogoče samo vrh ledene gore. To je proticivilizacijsko. Proticivilizacijsko je revolucijo, ki je prevrat proti oziroma znotraj oziroma začetek državljanske vojne znotraj svojega naroda obravnavati kot nekaj pozitivnega in teroristično organizacijo, ki je to revolucijo začela povzdigovati. Ampak v Sloveniji s tem nismo razčistili, nismo imeli nürnberških procesov po letu 90, in se nam te stvari vlečejo. Upam, da bodo nekoč premagane, če pa ne bomo, bomo pa pač mi premagani. Sicer pa gospa Vrečko pravzaprav zelo, zelo dobro sledi tistemu ciničnemu pravilu v politiki, ki pravi, kaznuj svoje sovražnike in nagradi svoje prijatelje. To politika dela in ona svojim z lopato deli sredstva in ne svoje kaznuje na vsaki točki, kjer je to mogoče. Mislim, da je velika škoda za Slovenijo, da je izgubila neko spodobno, dostojno levico, neko dostojno, spodobno socialdemokratsko stranko, da se je ta levi blok radikaliziral. Danes lahko z neko nostalgijo se spominjam na dobre stare čase, razmišljamo o tem, da je bil nekoč prvi obraz leve politične opcije, recimo Janez Drnovšek, ali pa Borut Pahor, ali pa Anton Rop, če hočete. Takrat smo vendarle
takrat so vendarle tudi ti levičari sprejemali nekaj, kar v Evropi velja za konsens, se pravi, da sprejmeš demokracijo, tržno gospodarstvo, človekove pravice za vse, ne samo za svoje. Danes se od tega odmikamo in jaz upam, da bodo prihodnje volitve predvsem na levi prinesle več nekih politikov, strank, ki bodo socialdemokratski, ki bodo evropsko leve, ne pa bolševistično ali pa venezuelsko ali pa hamasovsko leve. Ja, no seveda, del te zgodbe, kako nagraditi svoje, je tudi minister Maljavec, ki pa je zdaj s 1. julijem, oni so zdaj seveda uvedli nek davek, pobirajo denar in poslušajte, oni so v juliju pobrali s tem davkom za dolgotrajno oskrbo 44 milijonov evrov. Pričemer je ta teden, smo slišali, je pa predsednik vlade Golob sklical sestanek, kako bi zdaj ta denar porabili. Pa se to je noro. Oni nam pobirajo, ampak to je bil samo julij, zdaj novih 44 in tako naprej. Da ne govorim o tem, to seveda zbira zdravstvena zavarovalnica, radi bi povečali tudi zdravstveno zavarovanje, tako da plačujo tisti, ki več dobijo, zaslužijo, bi spet več plačevali, ne tisti, ki so bolj bolani. Ampak pustimo to, ne. Ampak skratka, ta denar pa gre, to pa je tudi izbilo dno v javnosti ta podatek, da v formularju, ko se prijavi človek za dolgotrajno oskrbo, te sprašujejo, kako si prišel v Slovenijo, a si živ ali še v azilnem postopku. To pomeni, ta denar bo šel za te, ki prihajajo brez dokumentov čez mejo, ne za naše stare ljudi. Ja, iz tistega formularja izhaja, da je ta mehanizem odprt tudi za migrante nelegalne, tudi za begunce, tudi za tako rekoč za kogarkoli, tudi za neslovenske državljane, tudi za tiste, ki ne plačujejo tega zavarovanja. Številka je grozljiva, treba je vedeti, tukaj to ni 1%, to sta 2%, 2% od vsega, kar nekdo, ki dela, naredi, gre za dolgotrajno oskrbo in v zvezi s tem ni vzpostavljena nobena nova storitev, noben nov mehanizem, ki bi nekomu res to dolgotrajno oskrbo nudil, financiral. To je pač nekaj, kar ta vlada zna, poviševati davke. Jaz ne vidim razloga, da ne bi mogli teh, približno se bo 0,5 milijarde nateklo v enem letu iz tega davka, da tega ne bodo znali porabiti. Sej trošijo, kot da jutri nikoli ne bo prišel. Ampak ob vsem tem pa je dr. Matej Lahovnik z ekonomske fakultete opozoril, da oni popoldanskim SP-jem vsak mesec zaračunajo 6 evrov. Zakaj? Zakaj to? Torej, to je popolnoma, seveda je bil potem Lahovnik deležen popolnega pogroma, spet strani pravne mreže, torej te, ki je bila prva med kolesarji, ki je tudi zrušila vodstvo televizije, izpeljala tisti medijski televizijski zakon, ki je postavil Levico na vrh te zdaj depolitizirane televizije, kjer praktično nimajo nobenega finančnega nadzora. In Lahovnik je bil deležen pogroma. Ja, torej prostor svobode za javno razpravo v Sloveniji se zapira, poskušajo ga zapirati na različne načine. Zapirajo ga tako, da na glavne medije, dominantne medije, določene ideje, določeni ljudje sploh nimajo dostopa. Ustavljajo ga tako, da določenih idej, določenih člankov ne objavljajo. In prostor zapirajo tako, da poskušajo tiste, ki razmišljamo drugače, ki to stvar tudi povemo, nekako zastrašiti oziroma na njih pritisniti skozi druge mehanizme. To se je Mateju Lahovniku zgodilo s to ovadbo, ki jo je spisala Pravna mreža za varstvo demokracije in so ga ovadili Univerzitetni komisiji za etična vprašanja. Za ciljem, za namenom, da bi Lahovnik od zdaj naprej pa majčkeno bolj pazil, kaj pravzaprav po internetu piše. To se mi zdi nesprejemljivo, to se mi zdi napad na svobodo govora nekega intelektualca, na svobodo imeti o neki zadevi mnenje. Kar se pa tiče čedalje večjih davkov na vseh področjih, tudi kako so
na novo uredili SP-je in pa dopolnilne oziroma popoldanske SP-je. To gre pa samo v, kako bi rekel, v tisto kategorijo, v tisto mapo, kamor spravljamo ukrepe te vlade, s katero poskušajo uničiti vse, kar je zasebnega oziroma vse, kar na nek način lahko konkurira državnemu, vse, kjer je neka zasebna pobuda, ki jo država ne more kontrolirati. Skratka, to so ukrepi, s katerimi bom rekel, podjetnike terajo v morje, samo da imajo ti bajoneti, o katerih je, mislim, da poslanec Kordiš nekoč govoril, le da imajo ti bajoneti drugačno obliko. No in seveda ena teh oblik nagrajevanja svojih oziroma da naredijo hitro, dokler še niso volitve, je tudi legalizacija konoplje za osebne namene. Ne? Vsak bo imel lahko doma 4 rastline konoplje za osebno uporabo. Hkrati otroci pa, dobro, to bojo imeli doma, ampak otroci to ne bodo dostopali. Ne? To si ne predstavljam, kako bo to videti. Ne? Imaš na balkonu, imaš sadike, pa otrok ne sme na balkon ali kaj. Pri čemer je tisto, o čemer so prej govorili, o medicinski rabi konoplje, je zdaj popolnoma izpuščeno, tega ni, ne? Zdaj samo še konoplja. In zdravniki so opozorili, pa tudi drugi, ki se ukvarjajo s prometom, da to predstavlja veliko nevarnost za splošno zdravje in tudi za promet. Lejte se, že zdaj imamo praktično več prometnih nesreč letos kot kadarkoli prej. No, zdaj ne vem, ali so te prometne nesreče povezane z alkoholom, recimo. Ne? Konopljo ali z alkoholom ali s tem, da pravzaprav imamo slabe ceste oziroma preozke ceste. Ja. Ampak zadeva je naslednja. Ne? Človeštvo, odkar se civilizira, odkar poskuša za neko kulturo se dvigniti nad barbarstvo, poskuša zatirati, omejevati neke impulzivne želje, nagone, ki jih ljudje imajo. Jaz si predstavljam, nisem poskusil nikoli, ne, ampak si predstavljam, da je zelo luštno biti malo v rožcah, ne, ali zaradi alkohola, ali zaradi marihuane, ali zaradi kakšnih drugih mamil. Na prvi pogled je to fajn, ne, bi si človek to želel. Ne. Ampak civilizacije so se temu postavile po robu, so rekli ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega. In na splošno mamila niso nekaj, kar bi prispevalo k napredku civilizacije in kulture. Tile bi jih pa seveda legalizirali in je to še en korak k temu, da se vdajajo, kako bi rekel, nekim primitivnim željam, ki jih ljudje imajo, namesto da bi pomagali graditi kulturo v smislu omejevanja takim, rekel, nizkim potrebam. Zdaj, civilizacijsko so seveda kulture različne, dejansko se je v vsaki kulturi prijelo eno mamilo, skozi katerega najbrž je v tem celo nekaj pozitivnega, glede na to, da eni imajo alkohol, drugi imajo marihuano, tretji imajo neke rastline indijanske, Azija imela opij in tako naprej. Jaz mislim, da je že alkohol preveč. Ne? In širiti zdaj ta nabor ni pametno. Ekstremno permisivna zakonodaja, ki bi celo rekla, ti ne smeš človeka testirati, a je pijan od marihuane, če temu tako rečem. Ne. To je predvideno. Ti ne smeš, to je povsem skregano s pametjo in spet samo kupovanje nekih glasov, neke skupine, ki se pa tej razvadi vdaja. Ne. To je razvada. In razvadam se kulture, razvadam se civilizacije upirajo. Tukaj pa iz najvišjega vrha rečejo, ne, dejte še to. Ne. Še več, da ne bomo gledali, kaj dela vlada. Ja, jaz mislim, da razlagam si, da po enem jointu se ti zdi vlada veliko boljša kot brez. Ne. Ja. Tudi po enem kozarčku se mogoče zdi vlada boljša, kot če si trezen. Nek napis je bil v Ljubljani, zdaj ga ni več na steni, dok je bilo Tita, bilo je i šita.
Torej, ista ideja, ne? So dovolili, so malce, niso tako strogo, spet malce, da mehko spavajo mladino. Kaj pa vem, no, ne spomnim se, takrat je bilo, jaz mislim, da je mogoče danes, ne vem, ko greš po mestu, se danes, se mi zdi, dosti več tega voha kot nekoč, ne? Kot da bi bila stvar že legalizirana. A veste, tiste kulture, tiste civilizacije, tiste ljudje, ki so napredovali zaradi treznosti, zaradi razuma, zaradi premišljenosti, ne zato, ker so bili okajeni oziroma osmrajeni. No, seveda, zdaj omenila sva že finance, torej davke, ne? Slovenija je med bolj obdavčenimi državami, ne? Zdaj vprašanje je, na drugi strani Gospodarska zbornica Slovenije je te dni opozorila, da pada izvoz, padajo investicije, pada industrijska proizvodnja, da je treba razbremeniti delo in ukrepati s skrajšanjem delovnega časa. Torej, previsoki davki, na drugi strani gospodarstvo že peša, pozna se tudi nemški vpliv. Kako bomo sploh prišli iz te zagate? Jaz mislim, da ta narativ, ki ga je tudi pri opoziciji čutiti, ne, kako situacija bo slaba, kako situacija se slabša, kako so ekonomski kazalci negativni, iz čisto, čeprav vse to drži, ne, ampak iz čisto politično oziroma volilno-taktičnih razlogov ne vem, če bo obrodila rezultate, ker sem prepričan, da bo vlada do volitev poskrbela, da bo denarja dovolj, da plače bodo, da bodo plače vsaj v javnem sektorju še naprej rasle, da tudi kakšnih večjih stečajev v zasebnem sektorju ne bo in potem bodo tisti, ki zdajle govorijo o tem doom and gloom, kako je vse črno, bodo na volitvah, pred volitvami izpadli precej neresno. V ta namen je vlada pripravljena izkopati kakršnokoli luknjo v proračunu, ampak glede tega se spet volivci ne bodo sekirali, ker jim je to primanjkljaja milijardo, ali ga je pol milijarde, ali ga je 2 milijardi. Pravzaprav ne predstavlja nič, če imajo oni plačo, s katero lahko v trgovinah in v lokalih stvari kupujejo. Dejstvo pa je, ne, da je ta vlada do gospodarstva, do podjetnikov, do zasebne pobude neprijazna, da se podjetniki umikajo, tisti, ki imajo bliže Koroško, gredo na Koroško, vsakič na Facebooku oziroma dostikrat dobim en oglas, ne, Koroške, ne vem, gospodarske zbornice ali ne vem koga, ne, pridite sem, gledajte, nizki davki, enostavna pravila, gradbena dovoljenja in tako naprej. Ne. To se našim podjetnikom na Facebooku kaže. Eni grejo na Hrvaško, eni gredo v Bosno, kdo gre tudi v Italijo. Še hujše je to, da je marsikakšen tuj investitor sploh ne pride, ne, z strašnimi subvencijami, torej s tem, da država iz proračuna nekomu nekaj daje, ohranjamo recimo Revoz v Novem mestu oziroma pomagamo kakšnim farmacevtom, da pridejo ali pa da ostanejo v Sloveniji. Skratka, vsa ta neprijaznost do podjetnikov, domačih in tujih, na koncu stane. In zato so seveda davki vedno višji in se bodo nekaj časa še lahko višali, potem ne bo pa več kje vzeti. Ampak to bo pa že po volitvah. Ja, ampak še hujši problem pa je seveda slovenski promet. Ne. Prav te dni vidimo, to je nekaj neverjetnega, cela Slovenija stoji, avtocesta je praktično parkirišče. Ne. Mislim, da ta zagata bo pa težje rešljiva z neko finančno injekcijo ali s čimerkoli. Kaj se v bistvu dogaja? Zdaj, nesposobnost države, da rešuje probleme oziroma da počne tisto, za kar je poklicana, da ureja stvari, ki jih noben drug ne more, se seveda dobesedno iz letala vidi na avtocestah. Ne. Podobnih zastojev, ki se dogajajo recimo v zdravstvu, tam morate že zelo blizu prideti, pa je nekje ena skupina ljudi pred zdravstvenim domom, ki čaka, a bodo dovolj zgodaj zjutraj prišli ali pa pozno zvečer in se postavili vrsto, da bodo prišli do osebnega zdravnika. Ali pa na urgenci. Tam se še to vidi. 48 ur. Ja. Torej tiste ljudi, ki pred zdravstvenim domom stojijo, se vse vidi na odprtem prostoru. Ne. Tiste ljudi, ki čakajo na urgenci,
cele ure. Ne? In ogromno ljudi pride na urgenco zato, ker drugih storitev za nujne primere, ki pa niso, bom rekel, življenjska ogroženost, nimajo kam iti. Ne? Ali pa nimajo osebnega zdravnika, pa ne more drugam kot na urgenco. Ne? Sej, kako rekel, zdravniki na urgenci, ne, sočutje, usmiljenja vredni, ker tam se na koncu rešuje vse tisto, kar ni rešeno nekje drugje. Ne. Ampak tisto se not vidi. Skratka, to je najbolj plastičen prikaz, kako je država slabo upravljana. Ne. Je, kar se prometa tiče, slabo upravljana, oziroma neke stvari niso bile narejene zadnjih 15 let, ne. Ampak ta vlada je bila izvoljena oziroma je javno rekla, da je moratorij na širjenje avtocestnega križa. Ne? In to je pa kolosalna, to je pa kapitalna neumnost. Ne? Kritični smo seveda lahko tudi do Darsa in do uprav Darsa, ki se zgovarja, da nima dovoljenj, da nima okoljevarstvenih soglasij in ne vem česa še vse, da bi kaj naredila. Ne? Dars bi, po moje, lahko skoraj brez teh dovoljenj, ki jih je težko dobiti, razširil odstavne pasove. In rekel, mi bomo razširili odstavne pasove zaradi večje prometne varnosti. Zato, da je lahko en normalen šleper se na tistem odstavnem pasu ustavi. Samo da dokončam. Ja. In cesta bi bila pobarvana še vedno tako, kot je zdaj, samo zgrajen bi pa bil tretji pas. In v nekem trenutku, ko bi bila politična volja, bi samo drugače pobarvali, pa bi imeli 6 pasovnico. Če pogledamo to sliko, tudi ta sredinski pas, zelen, je prevelik. Tudi tega bi lahko podrli, no to sem vam hotel dodati k temu. Veste, sej nekaj... Imamo to sredino zeleno, ta travnik. Nekaj takih ukrepov so neke uprave Darsa, se mi zdi, na tiho naredile. Ne? Če se vi peljete, če se vam uspe peljati ja, na Primorsko. Na Primorsko, ne, boste videli, da tam skoraj do Postojne, ne, je nekako na tiho cesta v marsikje pripravljena za to, da se naredi tretji pas, ker so dejansko tole vmes, kako bi rekel, stisnili skupaj, pa vmes dali, ne vem, kaj se reče, tiste New Jersey betonske ograje, ki so majčkeno manj prometno varne kot takale kovinska, ker ta pobere energijo, ko se nekdo vanjo zaleti betonska, pa vozilo samo odbije nazaj. Ne. Ampak kar nekaj tega so razširili. Ne. Je bila pa, izvorni greh je bil pa narejen takrat, ko so se te avtoceste gradile in se ta izvirni greh še dela. Če bi avtoceste gradili tako, da bi bilo tlele vmes prostora še za en pas, torej za 2 pasova, ne, se pravi majčkeno več zemlje pobrali, bi bilo narediti tretji pas izjemno enostavno. Ne. Vsi nadvozi, vsi priključki bi bili za to pripravljeni, ampak Slovenija nikoli ni imela pravzaprav vodstva, ki bi širokopotezno razmišljala in ki bi rekla, ok, bomo zdaj 4 pasovnice naredili, ampak nekoč bomo rabili pa 6 pasovnico. Ni tega, ni te, kako bi rekel, velikopoteznosti. Ne? Tudi drugi tir. Ne? Ja. Ok, če so se ga že spravili delati, ampak ok, če ga že delamo, a ne bi naredili drugi pa tretji tir istočasno, oziroma a ne bi naredili dvotirno progo. Ne, zato da je, kako bi rekel, da se politično lažje skozi spravi naredimo neko cenejšo rešitev, ne? Potem bomo pa še nekaj zraven naredili, ko bomo to delali dvoje ločeno, ne, bo rešitev bistveno dražja, kot če bi zdaj v štartu delali. Pa vas čas kopljemo. Kot bi v štartu delali 2 pasova. Ne? In seveda sej gradbeniki so pa zadovoljni, bo pač zaslužek večji. Ne? Ampak te širokopoteznosti, no, in nekega razmišljanja mečken dlje naprej ni. Ne? Na nobenem področju ni, ampak to, da je zastoj na cestah, ne, to je eden od zastojev, vse je v zastoju, zdravstvo je v zastoju, sodstvo je v zastoju. Koliko časa vi potrebujete, da nekaj iztožite od nekega lumpa, ki vas je ogoljufal na sodišču? Ne? To traja leta. Ne? In to so stvari, ki jih lahko uredi samo država, pa jih ne. Po drugi strani se pa država silno sili, da bi urejevala neke stvari, ki jih pomagajo urejati zasebniki. En velik del zdravstva so pomagali urejati zasebniki, pa so jih zdaj onemogočili. En velik del predšolskega varstva, vrtce, pomagajo urejati zasebniki, pa jim je zdaj nek trend, da bi jim to prepovedali.
In tako naprej. Ja, no in seveda še ena skupina je zelo pravzaprav osovražena očitno pri tej vladi, to pa so kmetje, ne. Ves čas se te nevladne organizacije, ves čas nekaj se vtikajo v kmete, ves čas bi nekaj spreminjali, prijavljajo, ščitijo živali, namesto da bi ščitili te, ki nam dajejo hrano. No in na Agri, to je kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, so letos takole s transparenti prišli kmetje in seveda so jih varnostniki takoj napadli, prišlo je do incidenta in celo ministrstvo za kmetijstvo se je odstranilo sejma, ker so se počutili ogrožene strani telih transparentov. Pa kaj Jaz mislim, da tale fantek pa tale punčka res gledata zelo nevarno. No. Ja, se je resno, mislim. No, ampak resno, ne, rdeča nit. Ne. Rdeča nit je napad na vse zasebnike. Ne. Na debelo, rekel, za neugodnimi razmerami za podjetništvo na splošno, za tuje investicije posebej, napad na zasebne zdravnike, napad na zasebne vrtce, napad na zasebnike iz univerz, ki imajo kakšno mnenje, ki ni čisto tako, kot bi si oblast želela. In seveda napad na kulake. Ne? Kmetje so tudi zasebniki in kmetje so bili tudi v revoluciji 41, 42 in naprej spoznani kot en pomemben sovražnik revolucije, ravno zaradi tega, ker jim to njihovo zasebništvo, kmetovo pa še posebej eno veliko neodvisnost daje. Ne. Oni sami preživijo, oni imajo za 20 let, ko bi rekel, vsega dovolj tam na kmetiji, v gozdu in tako dalje, in so zaradi te svoje neodvisnosti, ker jih je težko izsiljevati, neprijeten nasprotnik. Zdaj, ne bom šel v te v podrobnosti tega, zaradi česa jih trenutno napadajo, ampak vsake toliko časa nekaj najdejo. Enkrat so piščanci, drugič so prašiči. Ja. Potem čakam, da se bo kdo spravil proti kakšnim umetnim gnojilom in tako naprej. Ne. No, seveda zdaj, če pa greva na politično prizorišče, ki seveda očitno vre, ampak tako uradno še mogoče spi, se je zdaj pojavil spet Karel Erjavec, če verjamete ali ne. Ja, se ga vidim na plakatih. Ja, na plakatih. On se reklamira kot odporen, vztrajen, teflonski Karel. Zdaj, mogoče bi lahko dodal še 1000 evrov za penzijo. Kako? Torej, seveda so mu javnomnenjske raziskave mu ne štejejo še, da bo prišel v parlament, ampak vendarle. Na drugi strani pa stranka županov, torej Karel ima stranko Zaupanje, oni imajo pa stranko Skupnost, pa spet govorijo, da se bodo povezali z Vladimirjem Prebiličem ter z Vesno in Levico. To je spet en obvod Levice. Kako lahko to razumemo? Karla in tegale prvega župana, torej Marka Funkla, ki je predsednik tega. Jaz bom spet ponovil tisto, pa marsikomu ni bilo všeč. Ne? Jaz mislim, da je Karel Erjavec eden od najbolj sposobnih slovenskih politikov. Če seveda politiko ocenjujemo po tem, koliko sposobnosti ima, da pride v vlado oziroma da postane del oblasti, da ima varovanje šoferja, limuzino in tako naprej. Gospod Erjavec je bil v celi množici vlad. Ne? In se mi zdi, da je zdajle kot sposoben politik ugotovil, da je na levi pravzaprav ogromno ene nesposobnosti, veliko ljudi, ki so za to levo vlado nezadovoljni, ki ne bodo še enkrat volili teh, ki so člani zdajšnje koalicije, ki pa tudi na desno ne bi hoteli voliti, ker pač poslušajo propagando, da je desnica slaba že, ne vem, 35 let na 45 let podlage. Ne? In je začutil priložnost, da bi pa se lahko vrnil. Ne? In veste, jaz se mislim, Karel Erjavec bi bil boljši predsednik vlade od Roberta Goloba. Ne? Ali ima možnosti? Jaz mislim, da takih neumnosti ne bi počel, kot jih počne gospod Golob. Ne? Seveda daleč od tega, da bi se tudi z njim v večini stvari strinjal. Ne? Ampak je del, recimo, tiste leve politike, ki vendarle ni tako poblaznelo šla
v neke skrajno leve, čebinarske in voknjene Ja, ampak hodi pa ideje, k ruski ne. kapelici, ne? To pa pride. Ja, in jaz rajše vidim, da proruske glasove pobere Karel Rjavec, kot kako se piše Stefanovič, tisti bodybuilder iz Kranja. Ne? Se mi zdi vseeno bolje, če ti glasovi so, Bog pomagaj. Ne? Tako da ne? In plakat, a veste, ni slab. Ne, cela Slovenija o tem govori, ne, in teflonski, njemu so se vsi tisti pralni stroji in kante za smeti in 1000 evrov pokojnine, njemu nič ne škodi. Ja. Ne. In se mu zdi, da mu nič ne škodi zato, ker je vendarle v vseh svojih teh spodrsljajih in neumnostih in napačnih idejah imajo občutek avtentičnosti. Takle je v resnici, ne? Ker je pri drugih politikih je pa veliko narejenega in potem imajo rajši avtentičnega, kako bi rekel, malo manj sposobnega, ne? Kot pa nekoga, ki blefira, kako je odličen. Ne? No in ta blef in da nič ne škodi tej vladi je pa seveda ugotovitev KPK-ja, to se pravi protikorupcijske komisije, da je Damir Črnčec z zaposlitvijo na SDH, kjer bo seveda ustanovljen in zaživel tudi ta obrambni holding, kjer se bo vrtelo do 5% bruto domačega proizvoda, če bomo šli po teh NATO in zahtevah ZDA. Torej, da je bilo tu so bila korupcijska tveganja. Ne? Torej, nič ni narobe, malo je bilo tvegano, ampak so zvozili. Ne? Razlika med tem, kako je protikorupcijska komisija zaključila v zvezi z gospodom Črnčecem in kako se je postavila v zvezi z tisto zadevo, v zvezi z Robertom Golobom, po mojem mnenju kaže, da je gospod Črnčec politično močnejši od Roberta Goloba. Ja, podatke ima, ne? Ker je bil na Sovi. Politično močnejši je od Roberta Goloba in kako rekel, kot kaže, tisti, ki imajo v Sloveniji res oblast, se težje odpovedo Črnčecu kot Golobu. To jaz iz tega zaključujem. Jaz nimam dobrega mnenja o teh inkvizicijskih organih, ki jih imamo nekje na robu pravne države oziroma ki poskušajo mimo organov pravne države nekaj vedriti in oblačiti, kot so še Računsko sodišče, pa informacijski pooblaščenec, pa varuh človekovih pravic in drugi varuhi. To so na nek način orodja oblasti, ki niso podvržena tako, kako bi rekel, tako dobrim, tako kvalitetnim postopkom, kjer bi se nekdo, ki je napaden, lahko tako kvalitetno branil, kot se lahko pred sodišči. No in če za konec pogledava še v prihodnost, prihodnji teden, čez en teden, bodo zazvonili poročni zvonovi, ne? Pravijo, napovedujejo in tudi seveda Zoran Janković, ki bo to poroko izpeljal v Strunjanu, je potrdil, da se bo premier Golob poročil s svojo spremljevalko Tino Gaber. Ali gre tu mogoče za predvolilni manever? Kako mi lahko vidimo tole? Kot sem že enkrat rekel, vsako stvar, ki se zgodi kadarkoli v času, lahko obravnavate kot predvolilno, ampak zaradi tega ta stvar ni ne boljša, ne slabša. To je pač neka oblika, kako bi rekel, diskreditacije, ki je po mojem v svojem bistvu prazna. Jaz sem vesel, da se bosta poročila, jima čestitam, upam na čim daljše medene tedne, kar pomeni, da bo vlada tisti čas počasneje delala, da bo naredila tisti čas manj neumnosti. Po eni strani me malo čudi, da ima čas predsednik vlade, ki pravi, da ima toliko težav, ki jih je treba rešiti, da ima čas za poroko, pravzaprav sredi, a ne, ko se začne politična jesen. Kot pravim, po drugi strani ima pa veseli, ker manj ko vlada dela, manj slabega naredi. Bodo pa mediji to široko spremljali, pa mi najbrž bomo tudi komentirali. Tudi, kako bi rekel, analitično bi rekel, ne, da ta vlada po številnih temah, ki se jih loteva, po številnih komunikacijah, ne, zelo resno računa na ženske glasove,
In tudi ta poroka se mi zdi, da tukaj lahko prinese politične rezultate. Ne. Ženska zunanja politika, ženski odnosi, ženski rezultat. Imate prav. Ja, jaz mislim, da imate prav. Polovica volilnega telesa so ženske, s tem ni nič narobe, samo moja ocena je, da je to, če je tukaj zadaj neka agenda, kako glasove pridobiti, da bodo to predvsem ženski glasovi. No, bomo videli in komentirali tudi v prihodnje, za danes pa je to dovolj. Dr. Turk, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za obilo. In vam, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.